Tudi tokrat se bomo spopadali z izzivi in s priložnostmi sistema javnega naročanja, pri čemer bomo znova izpostavili tudi besedo digitalizacija in sicer kako lahko digitalna orodja prispevajo k večji učinkovitosti in konkurenčnosti. Besedo predajam, razpravo bo vodila magister Urška Skok-Klima, mi pa seveda napovejmo z glasnim aplavzom. Hvala lepa, Toni. Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci, en lep popoldanski pozdrav kljub dežju, ampak mogoče pa tudi to vreme ravno primerno za to, da se pogovarjamo o tem, kar ponavadi pride vedno na koncu pridejo sladice, ne, tiste najboljše stvari in zato tudi na koncu, na tej konferenci, javno naročanje. Pa tudi za vas je tale aplavz seveda zato, ker kljub temu, ne, da je dež, da je zadnja sekcija in da ste po kosilu, ste tukaj, kar pomeni, da vas zadeva zanima, kar pa nas zelo veseli. Preden začnemo z današnjo sekcijo, bi želela predstaviti najprej nas tri, ne, torej tole našo ekipico. Dovolila si bom, ker nas verjetno, ne, vsaj kot vidim znani obrazi, vsi poznate, za vsakega od nas povedati pa eno majhno podrobnost iz zasebnega življenja, tudi zato, ker je nekako ključ te konference oziroma neko ključno sporočilo te konference, med drugim tudi, da za neko formo javnega uslužbenca smo vsi samo ljudje. Najprej seveda naš generalni direktor Sašo Matas. Njega poznate, vsi veste, da je velik strokovnjak in poznavalec javnega naročanja, ampak mogoče pa ne veste, ne, da je tudi zelo velik ljubitelj ekonomije in pa grafičnih prikazov, kar bo nedvomno pokazal tudi v nadaljevanju. Poleg tega je pa Sašo zelo strasten in zelo dober kolesar, jaz si z njim ne upam iti na kakšno tekmo. V naši družbi tudi Uroš Izlakar. Uroš je v bistvu formalno, če tako rečem, vodja projekta informacijskega sistema javnega naročanja. Ampak milo rečeno, ta besedna zveza je mnogo premalo za to, kar Uroš v resnici je. Če vprašate mene, pa sem tukaj zdaj že 10 let, če ne bi bilo Uroša sistema elektronskega naročanja, kot ga poznamo danes, ne bi bilo niti približno v taki obliki. Hvala. Je pa tudi Uroš oseba, ki zadnje čase rad se usede na vozila z dvemi kolesi, tudi kolo je zdaj prišlo v igro, ampak raje kot kolo ima Uroš pravzaprav nekaj, kar ima malo več konjskih moči, za kar tudi potrebuje malo bolj konkretno čelado, upam, da jo uporabljaš. In pa še moja malenkost, Urška Skok-Klima, vodim sektor za sistem javnega naročanja, torej dežurni krivec za vsa zakonska, pravilniška in druga pač urejanja. Seveda smo narod športa, ne smem zdaj reči, da mene pa šport ne zanima, jaz tudi gonim kolone. Ampak če sem čisto poštena, ko se v glavi nabere preveč stvari javnega naročanja, je treba to energijo sprostiti. Nimam boksarske vreče, ne boksam, imam pa zato doma bobne in kar konkretno udarjam po njih, moram pa tudi povedati, da imam zelo prizanesljive sosede. Seveda, to smo mi trije, ampak direktorat za javno naročanje je mnogo več od tega. Za sabo imamo eno krasno ekipo sodelavcev in sodelavk, nekaj ste jih lahko spoznali v preddverju na naših stojnicah, upam, da ste jih obiskali, še vedno jih lahko. In ta ekipa je res srčna in pravzaprav vse, kar mi počnemo, je resen plod njihove energije, ki jo vlagajo v to delo. In če se kdaj znajdete na naših hodnikih, lahko med drugim slišite tudi ogromno smeha, včasih pa tudi kakšne besede, ki jih v družbi otrok ne smemo pač na glas izgovarjati. Tako da na tem mestu tudi se lahko v imenu vseh treh zahvalim naši ekipi za vse te rezultate, za vse, kar počnemo in kar bomo v prihodnje počeli, kar bomo pravzaprav danes vam predstavili. Pa dajmo začeti današnjo sekcijo. Naša ključna beseda je konkurenčnost. Konkurenčnost je pravzaprav neki izziv, s katerim se sooča celotna Evropska unija na področju javnega naročanja. Nismo mi nobena izjema. Nekako smo se kot družba očitno znašli v nekem precepu med vedno več strateškimi usmeritvami, cilji,
na eni strani, seveda na drugi strani pa tudi to nenehno težnjo potem, da mora biti javno naročanje učinkovito. Eno z drugim zadnje čase žal ne shaja več dobro, ne, z roko v roki. Zdaj pa vprašanje, a lahko te nove, moderne izzive še vedno naslavljamo s starimi rešitvami? Kaj menite? Ne vemo, mi ne vemo. Odgovore pa pozna naš direktor, ki nam bo pravzaprav te izzive in rešitve osvetlil v svojem predavanju. Sašo, izvoli. Stvari delajo bolje, če so prižgane. Ja, en lep dober dan, hvala lepa za lepo predstavitev. Doma ne vem, kaj raje, moje kolo ali javna naročila, ampak mislim, da javna naročila zmagajo, ne, ko me hčerka vpraša, oče, ti res kupuješ iPhone, ima take oči, ne. Pol ni, jasno se ni težko odločiti. Ja, danes bi jaz rad predstavil mogoče en tak izziv, ki ga imamo, o katerem v zadnjem času govori pravzaprav vsa Evropska unija, in to je sicer področje konkurenčnosti, področje učinkovitosti. Se mi zdi, da smo kot država že kar nekaj let pojasnjujemo uradnikom v Bruslju in tudi drugim, ko se pogovarjamo, da tukaj imamo težave, pa smo se začeli pogovarjati o tem pravzaprav šele v zadnjem letu. Žal, ponavadi smo naslavljali druge izzive, ampak preden grem k konkretnim zadevam, mogoče vedno tisti, ki me poznate, ponavadi začnem predavanje z slajdom, o katerem govorimo oziroma povemo, na kakšen način izgleda oziroma kako izgleda javno naročanje. V letu 2023, statistično poročilo je tik pred obravnavo na vladi, smo imeli 9,17 milijard javnih naročil, približno 2100 naročnikov in približno 7000 naročil v 17 000 sklopih. Te številke se nam stalno ponavljajo, zakaj pa so pomembne? 9,1 milijarde javnih naročil je v bistvu, bom rekel, en največjih, če ne največji enoten izdatek, ki ga ima država. Predstavljajte si, vsak 6., 7. evro, ki ga potrošite vi, država, vaš najljubši župan, županja, gre preko sistema javnega naročanja. Vsak 7. evro, ki se v državi obrne, se zapravi preko tega sistema. Seveda zato je pomembno, da so stvari oziroma sistem javnega naročanja narejen tudi tako, ali pa bi rekel na način, da je čim bolj učinkovit. Kako učinkovit je? Ne najbolj. Evropsko računsko sodišče je objavilo svoje poročilo decembra lani in to poročilo je nekakšna budnica pravzaprav za vse nas, ki se s tem ukvarjamo, kaj ugotavlja. Zmanjšanje konkurenčnosti na področju javnega naročanja, padec povprečnega števila ponudb iz 5,7 na 3,2, podaljšanje oddaje naročil. V svojem tem poročilu računsko sodišče razlaga, da je pravzaprav zakonodaja postala in postaja vedno bolj kompleksna. To so ti izzivi, na kakšen način računsko sodišče meni, da bi bilo treba na njih odgovoriti, najprej pojasniti in prednostno razvrstiti cilje javnih naročil, odpraviti pomanjkljivosti v podatkih. Tukaj smo z Evropsko komisijo sami imeli kar precej težav, namreč nam je še pred 3 leti kazalo in zato je bil to en izmed mejnikov v okviru načrta za okrevanje in odpornost, da moramo zmanjšati delež pogajanj iz 24% na pod, mislim, da smo imeli številko 14 ali 16, ampak že takrat smo razlagali, da 24% javnih naročil pogajanj ni v Sloveniji, ta številka je precej manjša in potem smo si mislili, če bomo poskušali pojasniti, kakšen pa je ta delež, kakšne so prave številke, da bomo mogoče imeli nekoliko enostavnejše delo. Evropsko računsko sodišče poziva komisijo, da posodobi orodja, da bo lažje spremljala konkurenco in podrobne analizira vzroke za sistem javnega naročanja. Tukaj imamo, se mi zdi, na ravni EU-ja tudi kot Slovenija kar nekaj izzivov, zato smo z OECD-em, kasneje bom pokazal, šli v posebno analizo sistema z njihovimi strokovnjaki, kar nekaj, bom rekel, zanimivih stvari. No, nekako pol leta kasneje pa je Enrico Letta, ki ga je
Evropski svet povabil, da naredi posebno poročilo o notranjem trgu. Veste, da javna naročila so del notranjega trga EU, velja deljena pristojnost, se pravi tukaj Slovenija si deli pristojnost z Evropsko unijo, kjer ponavadi pride do predpisov, lahko pa seveda deloma te stvari urejamo tudi sami, ne, ampak vidimo, da pravzaprav predpisi, sistem nastaja predvsem v Bruslju, seveda jaz upam, ne, tudi z našo pomočjo oziroma čim večjo pomočjo držav članic. Kaj je Enrico Letta povedal o javnem naročanju? Ne? Nujna racionalizacija ciljev javnega naročanja, ne? Mi si želimo v Evropi preveč stvari hkrati. Analiza osnovnih vzrokov za sistem javnega naročanja, kot ga poznamo, uporaba orodij umetne inteligence za premoščanje jezikovnih ovir, ta se mi zdi ena boljših idej. Predstavljajte si, da bomo imeli mogoče že jutri za umetno inteligenco sistem, ker bomo na nek način poskušali zelo v strojno berljivem jeziku prevajati naše razpisne dokumentacije in potem ta ovira za premoščanje kaj hitro pade. Ne? Seveda, trg javnega naročanja je treba izkoristiti kot ključni instrument za spodbujanje družbene odgovornosti. Zdi se mi že, da v tem zopet pove, ne, da poskušamo gledati različne cilje. Ne. Žal, ne vem, ali je to mogoče, zgolj uporaba najnižje cene zahteva kritičen pregled, do tega mnenja sem jaz sicer sam zelo kritičen. Ne. Tudi Mario Draghi v svojem poročilu pojasnjuje, da bi mogli celo prepovedati edini kriterij cene. Tisti, ki se ukvarjate z javnim naročanjem, veste, da lahko preko tehničnih specifikacij na precej drugačne načine, mogoče bolj enostavne, pridemo do kvalitetne izvedbe javnega naročila. Minimalna kvota za nabavo inovacij, ne? Govorimo, da bi radi imeli bolj enostaven sistem, ampak dali bi pa minimalno kvoto za nabavo inovacij v javnem naročanju, ker vemo, da smo naročniki povsem drugačni. In če smo povsem drugačni, si predstavljam, da morda nekateri niti nimajo in ne rabijo imeti naročil, bomo videli kasneje, kakšne naročnike imamo, ki bi naročali inovativno. In zopet se mi zdi, s temi idejami deloma gremo že spet v večjo kompleksnost sistema. No in pa mogoče zadnja transformacija EU zakonodajnega okvira, ki bi se iz direktiv, ki jih more država implementirati v enotno uredbo, ne, to se mi zdi je že spet ena hipoteza v mitu prava, da ko bomo imeli pa uredbo in ne direktive, bomo pa v različnih državah članicah razlagali ta pravila enotno. Ne, že danes direktivo moramo spoštovati, zato skrbi sodišče EU in tukaj, kaj bistveno ne bo drugače, se mi zdi kvečen še slabše. Če gremo zdaj na slovenski sistem, kako je rasla ta kompleksnost tega sistema javnega naročanja? Jaz sem rekel, bomo zmerjali število besed, ki je nek pokazatelj, koliko imamo nekih norm, nekih pravnih pravil v nekem aktu, oziroma je to zelo medsebojno povezano. In vidite, kako je od prve odredbe leta 1993 je pravzaprav kompleksnost tega pravnega urejanja, pa ves čas urejamo pravzaprav eno in isto stvar, javno naročanje. Kako naročnik pride do svojega blaga, storitve ali gradnje, ne, na vedno bolj kompleksen način. Seveda tudi zato, ker sledimo evropski direktivi, ne. Poglejte direktivo iz leta 2004, ki smo jo v slovenski pravni red prenesli že pravzaprav zadnjo spremembo ZN1 in potem popolnoma z ZN2, ne, v direktivo 2014, ampak kaj se nam je takrat zgodilo, zakaj je pri nas v Sloveniji padlo, ker smo na direktoratu poskušali dve direktivi prenesti z enim zakonom, ne, ZN2 je tukaj še ZNV ETPS, prejšnji ta infrastrukturni zakon. In seveda ta pravila postajajo vedno bolj kompleksna v evropskem prostoru in to je en izmed izzivov, ampak ne samo na področju konkretno direktiv izvedbenih aktov na področju javnega naročanja, ampak tudi drugih aktov, ki se vedno bolj dotikajo javnega naročanja. Dve sektorski direktivi sta letos začeli veljati, ali sta bili uveljavljeni na videl dan 28.6. hkrati, ki posegata tudi v sistem javnega naročanja. Pred sabo imamo pa še 16 podobnih zakonodajnih predlogov. Namesto, ne, da bi se začeli resno po tem poročilu Evropske komisije spraševati, kako bomo znižali to, bom rekel, zakonodajno breme, ne,
ga žal še vedno povečujemo. V tem preberite si to poročilo Marija Dragija, zagotovo posega vsebinsko tudi v področja, ki jih vi pokrivate sami, ne samo v javno naročanje. Naredili so zanimivo primerjavo v tem poročilu od leta 2019 do 2024, v zadnjih 5 letih, so v ZDA sprejeli 3500 zakonodajnih predlogov in 2000 resolucij. Se pravi 5500 nekih predpisov ali pa nekaj, kar ureja naš sistem. V Evropi smo jih sprejeli 13 000. In to je tisto, kar se mi zdi, da bi mogli biti zelo pazljivi, še enkrat s predpisi, ko urejamo neka družbena razmerja, seveda, da delamo na to morda na čim bolj učinkovit način. Na ministrstvu radi pokažemo tole našo pobarvanko, ki jo je naredila Urška. S to pobarvanko pa pravzaprav pojasnjujemo, kako izgleda prenos direktive v slovenski pravni red. Direktive o javnem naročanju seveda. Z rumeno je pobarvano tisto, kar moramo prenesti, zeleno tisto, kar smo lahko nekoliko fleksibilni, in belo je pobarvano tisto, oziroma ni pobarvano, kar je pravzaprav naše. Tamle v sredini vidite je socialno naročanje, se pravi, to je ZN-3A, prva sprememba zakona iz leta 2018, e-dosje, potem tamle je o podizvajalcih, ki jih lahko uredimo, prekrški, prehodne in končne določbe. Pravzaprav 90% naše zakonodaje pomeni prenos direktive in imeli smo tudi odločitve Državne revizijske komisije, tisti, ki poznate, ker je v nekem trenutku Državna revizijska komisija rekla, direktiva ni bila pravilno prenesena, pustimo zdaj, kakšen je bil ta case, direktiva ni bila pravilno prenesena v naš zakon pri plačilu obveznosti davkov, ki je izključitven razlog, in je uporabljal neposredno direktivo. In moram reči, da Državna revizijska komisija je po mojem vedenju en pravzaprav prvih organov, ki je začelo zelo strogo in že več kot 20 let nazaj uporabljati prakso sodišča EU pri svojem odločanju, se mi zdi precej pred sodišči. Zdaj, kot vidite, to sliko je pa seveda vprašanje in kakšna ali naj in koliko bomo zdaj sploh v obstoječo zakonodajo, ko bomo posegali, lahko spremenili sistem, kot ga imamo. In ko smo imeli na Evropski komisiji o tem pogovor, so nekatere članice rekle, da bi bilo mogoče fajn k temu pristopiti, ampak večina držav članic je rekla, dajmo najprej narediti analizo. In kolega Gianluigi Albano iz italijanskega Consipa, Consip je v bistvu njihovo veliko javno podjetje za izvedbo skupnih javnih naročil, en del, ki ga pokrivamo tudi na ministrstvu, in je rekel zelo dobro, en primer oziroma ena raziskava, ki so jo opravili znanstveniki pred leti, kjer so študirali, na koliko pogosto tenisači menjajo svoj lopar. In ugotovili so zelo jasno povezanost med tem, slabši, ko je bil teniški igralec, več loparjev je zamenjal. Boljši, ko je bil, je iskal priložnosti drugje. In to se mi zdi, da zakon je orodje in zdaj kolikor ga bomo, na koncu bomo na istem, da bomo pač izvajali ta naša naročila. Če grem naprej. Sašo, če dovoliš, da te malo prekinem, seveda, ker je pač moja pobarvanka. Prej si omenjal Enrika Leta, ki je tudi predlagal, da gremo v regulation, se pravi namesto direktiv v uredbo, pa vemo, kakšne izkušnje imamo z uredbami, recimo e-formsi, novi obrazci, kjer so stvari bolj ali manj kar zabetonirane, pa glede na tole, a misliš, da bi to res lahko, recimo po tvojem mnenju, izboljšali sistem ali pa ga naredili bolj jasnega? Ja, hvala Urška za vprašanje. Ja, se mi zdi, da z direktivo države članice vseeno imajo nekaj manevrskega prostora. Če bi imeli uredbo, bi verjetno si mi še vedno želeli te stvari urejati. E-dosje moramo urejati, vprašanje rabimo zdaj zakon, ampak pač nek predpis. Socialno naročanje verjetno si bomo želeli urediti drugače. Se pravi, bomo imeli poleg te uredbe zakon o javnem naročanju, ki bo okrnjen, ampak vprašanje je pa, kaj bo to na koncu prineslo, pa še nekaj z uredbo,
bomo urejali pravzaprav zelo enako, ne vem, ker urejamo seveda tudi neka korupcijska tveganja, ne pravijo, da je to pravzaprav sploh razlog, zakaj imamo, ne samo učinkovita poraba sredstev, ne, ampak preprečevanje korupcije, integriteta, da bomo na isti imenovalec dali pravzaprav z vsem, ne, neko Finsko, ki je med prvimi državami po indeksu Transparency International, pa neko, ne vem, Madžarsko, ki je pač na repu, ne, na 68. 70. mestu, ne. To, po moje, zagotovo nekaj, kar ni v redu. Ne. Če grem naprej, mogoče, če pogledamo poleg tega regulatornega okvira, kako izgleda slovensko okolje javnega naročanja danes. Precej se je spremenilo, naročil je pravzaprav ne v zadnjih letih bolj ali manj enako, ampak jih je bilo vsako leto več. 7000 naročil v povprečju, 17 000 sklopov, približno 14,5% BDP-ja, to sem pojasnil že, 90% so transparentni postopki, 3300 javnih naročnikov imamo, kar pretežen segment, tudi javna podjetja med drugim, ne. Tudi zasebniki, na primer društva, ki prejmejo javna sredstva, ne, v več kot 50% sofinancira nek projekt, potem morajo izvajati ta naročila, sicer njih naštejemo kot naročnike, ampak vse, ne, tih subjektov je kar nekaj, ne, približno 8000 uslužbencev in vidimo na portalu vsako leto odda naročila 1000 naročnikov. Prvi izziv, ki ga imamo, je delež javnih naročil v BDP-ju. Zdaj tukaj je odrezali sicer odstotke, ampak mogoče, ja, žal se ne vidi na tem grafu, 7,6% BDP-ja leta 2011, v letošnjem letu 14,5%, za 100% se je podvojil ta delež naročil v BDP-ju, ne, in število ponudnikov seveda v Sloveniji se pa ni podvojilo, ne. In to je en izmed razlogov, če pogledamo, ne, to je en izmed razlogov, kako je pravzaprav povprečno število ponudb pada, medtem ko delež javnih naročil v deležu BDP-ja raste. Tukaj je zelo ena jasna korelacija, smo jo izračunali -0,7, relativno enostavna, ampak iz tega grafa lahko opazimo še nekaj. Poglejte prelom. Ne, sicer žal podatkov nimamo za prejšnja leta, no, to so glih, ko je nastal direktorat, za nazaj teh podatkov nimamo, ampak vidite, da prej se je gibalo okrog 3,5, potem pa leta 2016 začne strmo padati. Težko rečem, ne, ekonomisti rečejo, correlation is not causation, ne, se pravi, korelacija ni vzročnost. Ali je nek 2016, ko smo dobili nov zakon, ali je morda tudi to razlog. Druga pomembna zadeva, vidite, leta 2023, prvič po vseh teh letih rahla rast. Zakaj? Opažamo, druga pomembna zadeva, precejšno soodvisnost glede na rast BDP-ja. Ne? V vseh teh letih smo videli, razen leta 2020, ko je bil zelo velik padec, pa potem nagla rast v naslednjem letu 2021, ne? Vidimo, da ta delež BDP-ja je ves čas rastel, hkrati je pa raslo poprečno število ponudb. Razen v lanskem letu 2023, ko je bila ta rast 1,6%, ne, v tem letu gremo pa iz 2,2 ponudbe na 2,4. In to je druga pomembna zadeva, zato se mi zdi, ko se pogovarjamo, kako bomo v Evropi spremenili sistem javnega naročanja, pozabljamo na te makroekonomske vidike, na to zelo enostavno dejstvo, ki iz tega lahko vidimo, sicer ne iz tega grafa, ne, bolje kot gre gospodarstvu, ne, manj interesa je priti v sistem javnega naročanja. O tem je včeraj govoril minister, ne, da poskušamo, bom rekel, iti čez ta most, ne, ko bo na koncu v idealnem svetu ponudnik popolnoma indiferenten, a bo dajal ponudbo v javnem sektorju ali v zasebnem sektorju. Tukaj vidimo, da ima pač za saj javni sektor še vedno precej pomisleka. To je en izmed ključnih izzivov, ki jih imamo, se pravi, kako se trg odziva na naš sistem, in druga, kako je pri naročnikih. Na abscisi vidimo število postopkov, na ordinati število naročnikov. Zdaj, ne, najprej naj povem, ne, to je Paretova krivulja, mi smo zelo, ali pa najbolj poznamo seveda običajno Gaussovo navadno krivuljo, distribucijo neko, ne, ampak
v naravi, v družbi je pač precej prisotna. Ne. Promet interneta, ne, imate majhno število velikih paketov. Ne. Veste, da Pareto je bil italijanski matematik, filozof, ki je rekel, da 80% aristokracije, ne, oziroma 80% zemlje, nepremičnin pripada 20% prebivalcem, ne 80-20, ne, in to je nekako ta distribucija, kjer zato ne moramo reči, če se spomnite, 17,000 sklopov, 1000 naročnikov. V povprečju, ne, bi bili potem nekje tukaj, ne, to je nekje številka tukaj, ne, to bi bila nekje povprečno število. Se pravi, v povprečju ima naročnik 17 naročil na leto. Ne drži, ne. Predvsem moramo gledati srednjo vrednost oziroma, kje je naš tipičen naročnik. Tipičen naročnik ni povprečen naročnik. Aha, se je zamaknil. Tipičen naročnik je tukaj. Ne. 450 naročnikov ima eno naročilo na leto. 150 naročnikov ima 2 naročili na leto. Od 1000 naročnikov, 600 naročnikov se nahaja tukaj in to je naš en izmed večjih izzivov. Kje je naš tipičen naročnik? Žal bo narobe pobarval. Je tukaj. Tukaj leži naš tipičen naročnik. In to je seveda izziv. Predstavljajte si, da ste majhen naročnik, ker imate vsake 3 leta eno naročilo, vmes vam 2-krat zamenjajo zakon, Uroš vam spremeni e-forumse oziroma kolegi, ne, in potem imamo seveda težavo. Ne. Stabilen sistem je en izmed stvari, ki jih nujno potrebujemo. Če gremo v konkretne stvari, če gremo lahko naprej, seveda so tudi kompleksna, so naročila kompleksna tudi sama po sebi. Seveda sami si velikokrat damo veliko dela, poznamo naročnika, ki ima v procesu 22 potrjevalcev v samega dokumenta. Ne. A je to sploh potrebno? A tisti 3., 4., 5., 20. sploh še bere? Ne bere. Imamo, ne, tudi mi uporabljamo sistem e-nabave, ne, kjer so potem javna naročila kriva za vse, ampak skrbniki pogodbe morajo tja vnašati konto, pa še marsikaj drugega in seveda je zapleteno. In na koncu so javna naročila zapletena, ne, ampak zapletamo si jih sami. Prej sem omenil iPhone, ne, ko gremo kot zasebniki kupiti telefon, je relativno enostavno. Pogledamo pakete, 20-30 evrov, pogledamo, kjer telefon bi radi imeli, zračunamo in ne, približno ostajamo pri istem operaterju bolj ali manj časa. Ne hodimo oziroma ne gremo drugam. Ne. Ampak v javnih naročilih, ne, pa to zgleda majčkeno bolj komplicirano, pa je zelo enostavno. Ne. Ampak zakaj? Zato, ker moramo transparentno objektivizirati svoje potrebe. Mesar nam ne more prodajati storitve mobilne telefonije, nam ne more graditi mosta, moramo postaviti pogoje. Imamo seveda tiste pogoje za izključitev, kjer smo z kolegi naredili dosje, da imamo danes pravzaprav preverjanje, razen če gre za preverjanje finančne uprave zaradi obresti, v 22 sekundah dobite odgovor. Včasih je trajalo tedne, da ste dobili ta odgovor. Ne. In jasno, ko smo delali prvič razpis, smo se pogovarjali z mobilnimi operaterji, so rekli, dajte 1000 SMS-ov in tako naprej. Zakaj? Ne? To je slika povprečnega uporabnika, ker jih imamo preko 20 000, je seveda to precej enostavne. Prva vrstica, kako povprečen uporabnik, minute so to kliče med operaterji, potem je klic v mednarodno omrežje, roaming in tako naprej. Ne? In potem dobimo sliko povprečnega operaterja in zato imamo lahko, ne, pač s tem znanjem, ampak to je skupno naročilo, ponudbo za 6-7 evrov na mesec z telefoni vred. Ne. Lahko bi pa seveda rekli 1000 SMS-ov, ki jih nikoli ne bi uporabili, tukaj jih sploh v tej formuli nimamo več, ker so pač ušteti tisti, ki so v ceno. Naročila so kompleksna, ampak kako pa bi si pa pogledali, pravzaprav izvajanje teh naročil pa vpliva na samo konkurenčnost. Mogoče preden grem konkretnim slajdom, povedal sem že, da smo z OECD-jem upravljamo ravnokar analizo, no, mislim, da je dokument do konca leta naj bi bil pripravljen, v naslednjem letu objavljen, zgolj nekaj najbolj zanimivih stvari, naprimer tale, ne, ki kaže, kakšna je distribucija pogajanj po različnih mesecih.
Najprej nam ni bilo jasno, zakaj 12 in 4 mečken odstopata, potem smo šli gledati te po letih podatke, podatki so od leta 2017 do leta 2022, ugotovili smo, da za december ne odstopa bistveno, ampak si lahko mislite, mogoče se naročnikom na koncu leta mudi, če bo pač lahko plačal, ampak bolj kot to je seveda zelo odstopa mesec april. Kaj mislite, kaj je zadaj? Kakšna ideja? Ampak kaj se je v zadnjih letih dogajalo aprila? Kakšna ideja? COVID. Ampak ni COVID, je posledica COVID-a. To ni leto 2020, to je leto 2021. Kaj se je zgodilo? Leta 2020 smo za interventno zakonodajo določili izjemo. In vemo, da če pa kje nismo dobri naročniki, smo pa pri načrtovanju. In čez eno leto so se naročniki, bom grdo rekel, zbudili in ugotovili, da jim poteče enoletna pogodba. Zato imamo v letu 2021 aprila največ teh pogajanj. In vprašanje je, so bila vsa utemeljena. Zato kljub temu, da so nekateri nasprotovali, smo v zakon, vem, da niste morda tudi sami najbolj zadovoljni, vnesli ta predhodno opozorilo, ta mehanizem, ki ga je treba nasloviti na zagovornika javnega interesa. In vidimo, da v zadnjih letih, tista čista prva tabela, postopek spogajanja je prvič v letu 2023, se pravi eno leto po veljavitvi, pod 10% deleža vseh javnih naročil. Gledali smo seveda, kakšna je soodvisnost od trajanja postopkov, ena ponudba, in incidenca, če pogledate, krajše kot je objavljeno naročilo, večja je verjetnost, da boste prejeli samo eno ponudbo. 1 do 16 dni je sploh mogoče, seveda je pogajanja, naročila male vrednosti, ker imate izredno kratke roke, ko krajšate roke pri odprtem postopku ali omejenem postopku. 50% možnosti, da boste prejeli samo eno ponudbo, če je več kot 38 dni, pa že približno 10%. Daljši, ko je čas objave javnega naročila, večja je konkurenčnost. In pri odločanju naročnika pa ravno obratno. Zakaj ste dali v zakon, da mora naročnik odločati v 90 dneh? Zato. Če pogledate, če odloči zelo hitro, je verjetnost, da bo dobil eno ponudbo samo izredno majhna. Če bo odločil več kot 63 dni, skoraj 80%. Se pravi, dovolj časa in relativno hitro odločanje. Zakaj? Predstavljate si, da ste ponudnik, gospodarski subjekt in ves ta čas imate vi na stand-byju stroje, kadre in čakate, kaj bo naredil naročnik. Vi ste oddali ponudbo, seveda morate na nek način porabiti. In nimate interesa sodelovati pri dolgih postopkih. Tukaj moramo predvsem veliko narediti naročniki. Še 2 slajda, če grem naprej, žal se zopet niso izpisale številke, ampak imate nekako občutek. Pogledate, najbolj učinkoviti pri razliki, ki nastane, oziroma pri, bom rekel, zniževanju stroškov, kot smo ga računali, je odprti in še nekoliko bolj deluje naročila male vrednosti. Kaj to pomeni? In iz tega lahko vidimo konkurenčni dialog, odprti postopek, NMV so transparentni postopki. Tukaj boste najbolj učinkoviti prihranili največ sredstev. Omejeni postopek, žal nimamo časa, da bi šli v detajle, omejeni postopek precej niže. Kaj se dogaja pri omejenem postopku? Ponudniki v drugi fazi vidijo, koliko jih je. A se vi spomnite drugega tira? V prvi fazi 32 ponudb, v drugi fazi so ostale 4, 5, 6. Ko smo se enkrat pogovarjali z nekim ministrstvom, da bi strategijo in da bi mogoče začeli uporabljati bolj omejeni postopek, smo se že takrat, saj pri nas na ministrstvu smo bili do tega precej skeptični. Ampak zdaj številke kažejo, da je res tako.
Konkurenčni postopek s pogajanji je tudi tam nekje, ne? Veste, da konkurenčni postopek s pogajanji ponavadi naročnik uporabi takrat, ko gre naprej v pogajanja, ne? Če ne dobi nobene ali pa dobi eno oziroma dobi same nedopustne ponudbe, ne? Tudi tukaj je omejen, pri drugih pa še toliko bolj, ne? In odprti še bolj pa naročila male vrednosti in to jaz upam, da bomo z Evropsko komisijo, ne? Da imamo nacionalni transparenten postopek, ki pa je nekoliko bolj fleksibilen, kot je vseeno odprti postopek, ne? Traja hitreje, ne? Odločanje je hitrejše in se mi zdi, da je zelo pomembno. No, žal tukaj tudi ni velik, ampak približno za občutek, ne? Enako smo primerjali uporabo različnih tehnik in kombinacij in vidimo, da skupno naročanje e-dražbe in uporaba okvirnih sporazumov prinaša najboljše učinke. Najslabši je že spet okvirni sporazum. Zakaj? Ponovno se zgodi, kot se zgodi v omejenem postopku. Ko se ponudniki med sabo poznajo oziroma vejo, ne, je veliko več interesa. Ne bom govoril, da se dogovarjajo, ne, ampak to kaže na to, da ta okvirni sporazum oziroma uporaba okvirnega sporazuma sama po sebi ni vedno učinkovita. Sašo? Izvoli. Malo zadihaj. Ne, eno vprašanje bi še imela. Zdaj si v bistvu predstavil ta makroraven, ne, predpisi, kako je sistem urejen, pa mikroraven smo videli, ne, vse te postopke oziroma konkretno izvajanje. Kaj pa tisto, kar je v sredini? Ne vem, upravljanje, organizacija, vodenje, mogoče? Super, hvala Urška. Ne, se vidi, da smo dober tim. Ja, res je, ne, makro in mikroraven je pomembna, ta mezoraven pa še mogoče skoraj najboljš, ne, in z njo se premalo ukvarjamo, ne. In na ministrstvu smo rekli, ko smo ustanovili, ne, skupaj z Upravno akademijo na ministrstvu, Akademijo javnega naročanja, ne, da moramo več časa posvetiti tudi izobraževanju naših šefov, ne. Vi sami, ki delate na pač nivoju javnih naročil, veste, koliko imate težav včasih s pojasnevanjem nadrejenim, kaj pravzaprav počenjate, zakaj traja toliko časa, kot traja, ne, kaj vse morate za to narediti, da poskušamo tudi ta organizacijski nivo, ne, ok, tu sem spadajo tudi izvajanje skupnih naročil, precej izboljšati, ne, in izboljšati to, kar danes nimamo, ne, poleg vsega tega v personalizaciji žal ni dovolj časa, da bi govoril, ne, izobraževanje ponudnikov, ne, naročniki se mi zdi, ste dobri izobraženi, imate helpdesk, lahko pokličete, dobrodošli seveda v vsakem trenutku, 3-krat na teden imamo zdaj linije odprte, pisnih tolmačenj imamo tukaj cel kup, ne, ampak da nekaj naredimo tudi za te vodstvene kadre. Jaz upam, da tudi za Upravno akademijo, ki ima usposabljanje za ta management v javnem sektorju, da se tudi te stvari dogovorimo. Ok, jaz bi šel počasi proti koncu. Če se vrnem leta 2023, sem prej govoril 2024, Enrico Letta, Mario Draghi, njegovo poročilo iz letošnjega leta. Če grem v leto 2015, zelo zanimiv in relativno odmeven dober članek sta napisala o učinkovitosti javnega naročanja dva francoska profesorja, Stéphane Saussier in Jean Tirole. Jean Tirole je leto poprej dobil Nobelovo nagrado za proučevanje trgov in učinkovitost regulacije, točno to, kar nas zanima, ne. Se pravi, sta neke avtoritete, ne, ki jih velja poslušati, kaj sta rekla. Glavni cilj javnega naročanja je vrednost za denar za javnega naročnika. Seveda so drugi, sekundarni, tretji, strateški cilji pomembni, ne. Ampak najprej vrednost za denar. Z vidika ekonomske učinkovitosti seveda, ne. Sej, če se bomo drugače odločili v Evropi, verjetno se tudi bomo, ne, ampak mislim, da je jasno, da vsega hkrati ne moramo imeti. In nekatere stvari, ne, imamo že danes v zakonu, ki sta jih leta 2015 zapisala istočasno, kot so bile pripravljene direktive, obvezna dostopnost, transparentnost analize ponudb v pogajanjih, zelo zanimiva se mi zdi centralizacija informacij o predhodnih izvedbah pogodb. Zakaj? Zato, ker je za nas pravnike to, kar se mi zdi velik izziv, ne. Kako bomo primerjali dva ponudnika, eden, ki ima neke predhodne, bom rekel, reference, informacije in nekdo, ki nima. Ampak tukaj imamo precej izzivov. Kako danes izgleda javno naročilo, za 3 leta oddam pogodbo in pogodben partner se more ravno toliko namatrati, da ne krši pogodbe.
Ne. Nikakor nič ne vpliva na to, je bil dober, a je bil odličen, a je bil izjemen. Ne. To, kar delamo privat, ne, kar je neka referenca, ne, kar je nekaj, kar, ko gremo, ne vem, vsako stvar, ko gremo kupiti avto, ko kupujemo superge za tek, gledamo, ne, kakšni so te brendi, ne, kakšna so podjetja, ki nam to prodajo. Ne vem, kako bomo to na ta izziv sicer odgovorili, ampak jaz mislim, da bi bilo prav oziroma morali. Še enkrat javna dostopna analiza ponudb, to pravzaprav pri nas imamo že v samih odločitvah. Vsak aneks, ki preseže 10%, mora biti javno objavljen, to tudi imamo. Povečati profesionalizacijo in kompetence naročnikov. Ja, na tem zdaj delamo. Ne. Če gledamo, pravzaprav imamo 3 stebre, nekako jim rečemo v direktoratu. Eno je sistemska zakonodaja, ne, drugo je profesionalizacija in tretjo je digitalizacija. Spomnite se tistega grafa, tistih naročnikov. Ne. Vsake 3 leta, ne, ko sem ta graf kazal na OECD-ju, je naš kolega isti Gianluigi Albano rekel, zato pa jaz majhnim naročnikom nikoli ne bi dovolil izvajati javnih naročil. Skupna naročanja, pooblastitev ali pa da imajo vrhunska znanja. Samo kako? Ne? Veste, da v majhnem naročniku je to skoraj nemogoče. Centralizacija standardnih naročil in zanimiva zadeva, neodvisen nadzor vseh naročil nad 50 milijoni evrov. Se pravi, poskrbimo za to, da imamo, jaz bom rekel, transparentno okolje, učinkovito okolje, visoko profesionalno okolje in na koncu seveda dober nadzor. Ne pa, da poskušamo vsak element postopka tlačiti neka pravila, neke omejitve, ne, kjer potem nismo učinkoviti, potem pa ne zanimamo ponudnike, ne, naročniki izgubijo. In tukaj se mi zdi, da ne, zato delamo na digitalizaciji, ne, in zato ne, poskušamo se pogovarjati. Ravno prejšnji teden smo imeli sestanek, da bomo upam dobili evropska sredstva in se začeli pogovarjati o uvedbi umetne inteligence. Lahko Mentimeter? Imate telefone? Imate. Imajo. Bomo pogledali. Eno preprosto vprašanje. Duplicate. Evo, duplicate, super. Evo. Res me zanima, kako pogosto pri svojem delu uporabljate orodje umetne inteligence. Poskenirajte ali pa greste na menti.com in upišete. Nikoli, včasih. Vmes, ko izpolnjujete, ne, Harvard Business Review je v svoji zadnji številki povedal, da umetna inteligenca je verjetno po izumu parnega stroja, po elektromotorju in internetu verjetno ena najbolj pomembnih odkritij, ki bo popolnoma spremenila naše poslovanje. Ne. A si želimo ali ne, ne, že danes jo imamo v avtomatičnih procesorjih Worda, v mailih, PowerPoint, ne. Sem mislil celo, da bi za štos naredil prezentacijo za uporabo umetne inteligence. Povedal bi mu, kaj bi rad vam povedal, ne, in bi pač dobil en izdelek, ampak moram reči, nisem bil še toliko pogumen. Ne. Tako da, ne, jaz občasno uporabljam, sem tam nekje kot Luka Dončić, ne prav pogosto, ampak mislim, da bo pač to jutri postalo del našega vsakdana. Mogoče, če povem, Urška, lahko eno anekdoto. Ko sem začel študirati prvi dan pravne fakultete rimsko pravo, ne, seveda, s tem ste verjetno tudi, če niste pravniki, sami veliko slišali, ne, se usedemo, pride asistent in reče, poglejte levo, poglejte desno, vaša 2 soseda ne boste naredila letnika. Ne. Jaz nisem bil sosed, sem ga naredil. Ne. Takrat se nam je zdelo precej kruto, ne, vsi smo bili prestrašeni, ne, ampak v bistvu nam je povedal, če ne boste začeli delati, če ne boste pripravljeni, ne, če se ne boste odzvali temu, kaj pravzaprav okolje od vas pričakuje, in seveda ne, ni enostavno, ne, pač preprosto ne boste naredili faksa. Ne. Vsak tretji je pravzaprav lahko šel
in to je neko povprečje na pravni fakulteti, je napredoval. No, jaz upam, na koncu, da orodja umetne inteligence nas ne bojo naredile samo bolj učinkovite, bolj produktivne, ampak tudi boljše. Jaz sem včeraj napisal boljše v Mentimeter in kot je Emir Kusturica za en svoj film napisal, boljši v vsakem pogledu. Hvala lepa. Hvala, Sašo. Mi zdaj verjamete, da je ljubitelj ekonomije in grafičnih prikazov? Sašo ima včasih še en dober slajd, pa mogoče za naslednjič. Se spomniš? Povprečen pa željen naročnik, Superman, oziroma Clark. Hvala še enkrat, Sašo. Se pravi, slišali smo, zdaj kar nekaj kompleksnih izzivov nas čaka, oziroma so prepoznani. Ideje za rešitve, ukrepi, ki jih nekako nakazujejo vsi ti, ne vem, Evropska komisija, OECD, tih razni ljudje, ki so napisali vsa ta priporočila, recimo Enrique Letta in podobni. Tega je res ogromno, ampak vprašanje pa je, če vsi ti ukrepi dejansko delujejo v vsakem okolju. Vemo, da smo države članice precej različne, geografsko, po kulturi, po velikosti, skratka veliko dejavnikov je in tule bo verjetno treba kar majčkeno z eno tako tresočo roko pretresti vse te ukrepe in videti, kaj pravzaprav sploh lahko, s čim si lahko pomagamo tudi v našem slovenskem prostoru, da izboljšamo konkurenčnost. Mi seveda ne bomo čakali na to, kaj bo naredila Evropska komisija, ker bi to lahko trajalo tudi predolgo. In smo nekako ta izziv naslovili že sami. Trenutno je v pripravi, bom šla kar naprej, načrt za dvig konkurenčnosti v Republiki Sloveniji v javnem naročanju od leta 2025 do 2030. Izdelek še ni dokončen, izdelek je v nastajanju. Nekako si želimo, da bi še v letošnjem letu bil potrjen, sprejet in tudi seveda potem objavljen. Zakaj govorim, da še ni potrjen, da je v nastajanju, ker si zelo želimo tudi v tem segmentu vaših odzivov, predlogov. Tudi to je eden od razlogov, da smo danes tukaj, da slišimo pravzaprav vaš vidik, več glav, več ve, jaz vedno rečem. Mi smo v tem trenutku nekako zaznali 7 stebrov oziroma 7 področji, kjer smo identificirali določene ukrepe. Gre za profesionalizacijo, področje digitalizacije, področje analitike, sistem seveda naročanja, nadzor, mednarodno področje in pa prvič se bomo pravzaprav dejansko sfokusirali prav posebej tudi na gospodarske subjekte oziroma ponudnike. Število ukrepov po posameznih teh področjih je različno, vseh skupaj pa v tem trenutku nekako 31. Ne bom zdaj šla v detajle vsakega posebej, ampak zaželeli smo si, da bi imeli danes to priložnost, da vam vendarle predstavimo, kaj smo si zadali v tem načrtu za dvig konkurenčnosti. Če začnem s profesionalizacijo, seveda prva stvar, ki se jo bomo lotili, so targetirani seminarji, delavnice in konference. Namenjeni bodo na eni strani naročnikom in na drugi strani absolutno tudi ponudnikom, pa ne samo, da bojo zdaj targetirani glede na poslušalce oziroma publiko, ampak tudi po sami vsebini. Mi se moramo začeti ukvarjati s posebnimi seminarji, delavnicami, karkoli že, ki naslavljajo problem konkurenčnosti. Torej, kaj lahko naročnik naredi, da bo, če povem zelo poenostavljeno in po domače, na koncu na mizo dobil več kot eno ponudbo. Vemo, da imamo veliko takih primerov in zadnje čase tudi situacije, ko ponudb sploh ni. Po drugi strani se moramo ukvarjati s trgom, zato da ponudnike prepričamo, da bodo začeli sodelovati v postopkih javnega naročanja. Ne bo pa seveda to tematsko samo glede konkurenčnosti, ampak tudi, kar je pa s tem povezano, preprečevanje korupcije, integriteta, preprečevanje dogovarjanja med ponudniki, kar pravzaprav nekako tudi vsi prepoznavajo kot eden izmed problemov, da imamo premalo število ponudb. Predstavljali bomo tudi dobre in slabe prakse. Vem, da se sliši hecno, zakaj bi predstavljali slabe prakse, zato, ker iz tega, kako se nekaj ne dela, se tudi lahko naučimo, kako bi bilo treba pa v prihodnje ravnati.
Naša želja je tudi poenostaviti in poenotiti razpisne dokumentacije, vključno z vsemi izjavami, ki spadajo zraven. Ponudniki so nam že v nekih razgovorih dali večkrat signal, da se ne prijavljajo na javna naročila, ker jim gre zelo na živce, da ko gredo k enemu naročniku, je razpisna dokumentacija taka, navodila so taka, izjave so take, ko grejo k drugemu, je vse drugače. Skratka, vedno morajo vse od začetka do konca prebrati, ni neke standardizacije. Zdaj, vsa ta digitalizacija, o kateri bomo tudi več kasneje, še več pa Uroš, bi pravzaprav, v bistvu smo nekje, kjer ne bi smeli več imeti izgovora, da ne moramo narediti poenotene razpisne dokumentacije, ki bi veljala vsaj za večino primerov. Spodbujali bomo tudi naročnike, da sodelujejo s trgom, torej strokovne dialoge, predhodno preverjanje trga. Tega se vsi bojimo, mogoče zato, ker še vedno ostaja neka percepcija, da smo v javnem naročanju pač vsi malo podvrženi korupciji, ne? In vsi damo raje široke strani. Jaz se pa ne bom pogovarjal s ponudnikom, ker mi lahko nekdo očita, da sem se z njim nekaj dogovoril. Ampak če smo čisto pošteni, prva stvar, ki jo moramo v postopku javnega naročanja narediti, je narediti analizo trga, izračunati ocenjeno vrednost. Kako? Če trga ne preverimo. Trg preveriti pa ne pomeni samo odpreti Google pa iti malo poiskati par nekih ponudb, ampak je prav, da bi se s ponudniki pogovarjali pred postopkom ob upoštevanju vseh kavtel, ki zagotavljajo seveda integriteto, a ne? In tudi po končanem postopku, zato da dobimo povratne informacije po sami izvedbi, ne samo postopka, ampak dejansko izvedbi naročila, torej po pogodbi. Promovirali pa bi zelo radi tudi sodelovalni pristop, torej skupno javno naročanje, ki pa seveda moramo vedeti, ni vedno primerno, a ne? Ni vsaka stvar primerna za umestiti v skupno naročanje, treba je pač stvari pregledati, ampak ne samo skupno naročanje, tudi sodelovanje majhnih naročnikov, mogoče recimo kot primer, ne, ta vzor skupnih občinskih uprav. Sašo vam je prej kazal tisti graf, če se spomnite, kje je naš tipičen naročnik. Naš tipičen naročnik je majhen, ima eno osebo, ki mora delati javno naročila, pa še vse, ne vem, druge stvari zraven. Tak naročnik ima veliko težavo, naredi en postopek na leto, mogoče dva vmes, ne, saj smo že slišali, jaz sem kriva, da se zakonodaja spremeni, Uroš je pa kriv, da imate spet nekaj drugačnega na teh elektronskih orodjih. In taki naročniki se res težko znajdejo v teh situacijah in povezovanje njih skupaj, treba je pač najti nek skupen imenovalec, a ne bi verjetno pripomoglo k temu, da bi bilo njim lažje, da bi bilo javno naročanje hitrejše in učinkovitejše in tudi verjetno bi bili bolj opolnomočeni, kar se tiče samega znanja. Ko sem ravno pri profesionalizaciji, v tem načrtu za dvig konkurenčnosti ni posebej omenjena Akademija javnega naročanja, zato ker je to ukrep, ki ga že izvajamo. Pred letom oziroma dvemi smo sprejeli program Akademije in že izvedli nekaj izobraževanj. Na podlagi vaših odzivov oziroma odzivov udeležencev smo tudi dobili povratne informacije, kaj deluje, kaj ni v redu in posledično smo s koncem lanskega leta program prenovili in dodali smo 4 nove pravzaprav module, ampak 2 sta pa zelo taka, kjer mislim, da pisana na kožo tistim, ki se v resnici ukvarjate z javnim naročanjem na dnevni bazi, in sicer gre za poseben modul o evidenčnih naročilih in naročilih male vrednosti in še en poseben modul, ki mi rečemo javno naročanje od A do Ž, torej cel postopek od začetka do zaključka, vključno s pravnim varstvom. Nekako pričakujemo, da bo največ interesa ravno na teh 2 modulih, ampak poleg tega ostajajo pa še vsi ostali moduli Akademije in mogoče kot informacija, sicer bo v naslednjih naših DN novicah, naslednji teden odpiramo prijave za prvih 6 razpisanih modulov, v novembru bo to 6 modulov, ki bodo potekali digitalno, torej online, v decembru, prva 2 tedna, bo pa teh istih 6 modulov potekalo prvič tudi v živo, tako da vabljeni, da se prijavite. Akademija je, odkar smo dobili evropska sredstva, brezplačna za udeležence. Hvala. Naslednje področje, kjer imamo tudi identificiranih nekaj ukrepov, je sistem, torej ta sistemski del, dopolnitev predpisov. To je pač ukrep, kar pravzaprav pomeni, ne da bomo kar takoj šli v spremembo zakona,
ampak predvsem, da zakon res skrbno pregledamo in poskušamo ugotoviti, ali pa je kje kakšna določba, ki nam preprečuje, da bi imeli naročanje bolj konkurenčno, oziroma ali nam kaj manjka, kar bi morali mogoče umestiti v zakon, da bi lahko spodbudili večjo konkurenčnost. Tako da na tem delu se bomo kar precej tudi v prihodnje ukvarjali. Poskušali bomo naročnike prepričati, da naj optimizirajo svoje notranje postopke. Mi še vedno opažamo, da imajo nekateri naročniki zelo zakompliciran interni proces. Vemo, ne, postopek javnega naročila se začne s sklepom, običajno pa imenovanje komisije, pa potem razpisna dokumentacija, odločitev o oddaji, vsaj 4 dokumenti, za katere ima veliko naročnikov interno proceduro tako, da mora to zadevo potrditi, imamo primere tudi, ne boste verjeli, do 15 oseb znotraj organizacije. To je definitivno neučinkovito. Spet, ne, prej je Sašo omenjal, kje izgubimo največ časa in zakaj se ponudniki ne prijavljajo. Ker predolgo traja, ne da predolgo traja rok za oddajo ponudbe oziroma prijave, predolgo traja cel proces, predolgo traja odločanje pri samem naročniku. In ta del bi verjetno bilo treba zoptimizirati. Jaz osebno res ne vidim razloga, da mora 15 ljudi potrditi vsako stvar, če je nek proces sicer, a ne, bom rekla, utečen v neki organizaciji. Tako število potrjevalcev in podpisnikov kaže ali na nezaupanje ali pa na prelaganje odgovornosti. Nič od tega pa ni učinkovito. Tako da upam, da bomo uspeli doseči svoj namen vsaj pri nekaterih naročnikih in tudi ta del nekoliko zoptimizirati. Pregledali bomo tudi sektorsko zakonodajo, tiste 2 uredbe, ki jih je prej Sašo omenil, in vseh unih 16, 17, kolikor nas jih še čaka. Vse so zelo kompleksne, vsaka zasleduje svoj cilj, obenem pa vsaka posega tudi v javno naročanje. Treba se usesti in narediti analizo te sektorske zakonodaje, pogledati, kje smo, dati informacijo naročnikom, kaj, kdaj, da ne boste vsi izgubljeni, vključno z nami, predvsem pa na podlagi tega tudi jasno oblikovati neke prioritetne cilje, ki jih pa res moramo zasledovati. Enostavno ni mogoče slediti vsem ciljem. Ne, če želimo biti učinkoviti in če želimo imeti pač konkurenco. In pa tisto, kar je na tem segmentu mogoče po moji oceni vsaj najbolj pomembno, zelo si želimo sistemsko urediti delovna mesta uslužbencev, ki se ukvarjajo z izvajanjem javnih naročil. To so osebe, ki morajo imeti prvič ogromno znanj, drugič pa skozi njihove roke grejo, ne, ja, gospa je pokazala, ogromno denarja. To so odgovorna delovna mesta. Ljudje bežijo stran od javnega naročanja, zato ker se soočajo s pritiski. Tisti, ki delamo na javnem naročanju, smo pravzaprav, mislim, da edini javni uslužbenci, ki moramo tudi poleg funkcionarjev poročati o svojem premoženjskem stanju. Smo zelo izpostavljeni, oziroma ste, no, vsej, ne. In mislim, da je na mestu, vse o tem že nekaj časa govorimo, ampak zdaj je na mestu, da naredimo en korak naprej in se res tega tudi lotimo na sistemskem nivoju. Potem nekaj ukrepov, tukaj ne bom šla v detajle, na področju analitike, predvsem si tu želimo pripeljati noter tudi umetno inteligenco, ki bi nam pomagala prepoznavati neke vzorce, ne, kje so anomalije. Imamo ogromno podatkov, ampak iz teh podatkov bi bilo pametno nekaj narediti, da bi nam to tudi pomagalo potem iskati določene rešitve v prihodnje. Tudi na področju nadzora, to mogoče za vas niti ni toliko relevantno, za nas je pa precej pomembno, da se redno srečujemo s tistimi, ki so zagovorniki javnega interesa, z Državno revizijsko komisijo, tudi zato, da slišimo, kaj oni opažajo v svojih revizijah, predvsem pa zato, da mi slišimo, oziroma da oni slišijo nas, ne, kakšne ideje imamo, kaj predstavljamo naročnikom, da smo nekako vsi bolj na istem imenovalcu. Na mednarodnem sodelovanju seveda moramo postati bolj aktivni, saj smo aktivni, ampak smo majhna država, Slovenija nima ravno najbolj prepoznavnega glasu na Evropski komisiji, ampak se zadnje čase se mi zdi precej bolj trudimo in so tudi tam že nekako zaznali, da ne bomo več samo tiho nekje sedeli in čakali, kaj nas bo doletelo, ampak se moramo res aktivno vključiti v vse te zgodbe in pač povedati tudi našo plat in kdaj tudi malo bolj vztrajati. Predvsem si pa na tem mednarodnem delu želimo pridobiti evropska sredstva, spet v povezavi z umetno inteligenco, pa da ne bom šla tule predaleč, mogoče bo o tem tudi še kasneje kaj Uroš povedal, kaj si pravzaprav v okviru digitalizacije predstavljamo v prihodnje. Glede gospodarskih subjektov sem pa prej omenila, ne, da se želimo res posvetiti tudi njim, ker smo v zadnje čase mogoče res premalo delali z njimi.
Tukaj je zaenkrat nekaj idej v smislu opolnomočanja teh točk spot, ne, torej po celi Sloveniji obstajajo te točke, kjer že danes pomagajo podjetnikom in če bi te osebe, ki to počnejo, imele zadostna znanja, da bi lahko pomagale tudi ponudnikom pri pripravi in oddaji ponudbe, bi verjetno to lahko pripomoglo k pač večjim ponudbam v postopkih naročanja. Druga stvar pa je, da bomo mi poskušali biti bolj prisotni, ne samo s temi delavnicami posameznimi, ampak dejansko, da gremo na teren po celi Sloveniji. Tisti, ki ste dlje časa v javnem naročanju, se mogoče spomnite roadshowa, ko smo sprejeli ZN3 in smo šli dejansko po 5-6 področjih Slovenije na teren se pogovarjati z naročniki, predstavljati in tisti je bilo takrat z vaše strani na vsej zelo dobro sprejeto. In še digitalizacija, last but not least pravijo. Na tem področju predvsem mislim, da bo za vas zelo pomembno princip samo enkrat. To je tudi nekaj, kar se že dlje časa pogovarjamo in prej zunaj v predverju, preden smo začeli tole sekcijo, je ena gospa rekla, da sej vse super, a ne, ampak 4 portale moramo uporabljati za to, da naredimo en postopek. Ne. Uradni list oziroma portal javnih naročil, pa TED, pa EN, pa e-dosje, ki je sicer znotraj EN in če je revizija, še portal e-revizija. Mi se tega zavedamo in ta princip samo enkrat, torej da ne boste skakali na različne portale, da ne boste 100-krat vnašali istega podatka, to je tista naša vizija, naš cilj, ki si ga nekako želimo v prihodnje doseči. V okviru teh evropskih sredstev, ki smo jih prejeli, imamo v načrtu tudi razvoj 2 oziroma 3 interaktivnih orodij. Če mogoče omenim 2, eno bo neke vrste digitalni priročnik za pomoč naročnikom pri raziskavi trga in izvajanju strokovnega dialoga. Druga stvar pa bo kot neke vrste kalkulator postopkov. Torej, ko vam bo nekdo nadrejeni rekel, jaz pa čez 14 dni rabim 3 nove telefone, boste vi šli v kalkulator in boste lahko gladko povedali, dragi šef ali šefica, to pa žal ne bo šlo, ker postopek traja minimalno toliko časa za to fazo, potem toliko časa za drugo fazo in tako naprej. Načrtovanje bo pravzaprav precej lažje, no, tudi s tem kalkulatorjem. Želimo si pa tudi en raziskovalno-razvojni center, tega na tem področju nimamo, tudi s pomočjo umetne inteligence poskušati razvijati oziroma najti načine, kako inovativnost uporabljati pri javnem naročanju. Zdaj, digitalizacija, jaz bom tukaj res se ustavila, da ne bom šla pregloboko, sem jo pa namenoma nekako dala na konec te predstavitve. Pa ne zato, ker bi bila najmanj pomembna, v resnici zato, ker je zelo pomembna. Ima izjemen potencial in lahko da v bistvu odgovore na marsikakšen izziv v javnem naročanju, vključno s konkurenčnostjo. In digitalizacija je tudi tema naše naslednje predstavitve. Uroš, te kar vabim, da se počasi pripraviš. Uroš nam bo v bistvu najprej predstavil, katera orodja danes že poznamo in kakšno bo digitalno javno naročanje, dajmo reči jutri, če je že to konferenca jutri, se pravi nekako do leta 2030 in sem prepričana, ker sem slajde videla že vnaprej, da bo tale vizija kar zanimiva za poslušati. Uroš, izvoli. Hvala, Urška. Pač prihajam isto iz direktorata, se to je že prej omenila. Skrbim za elektronsko javno naročanje, za razvoj. S kolegi se ukvarjamo predvsem z razvojem, pa tudi s supportnimi taski, ki prihajajo vsakodnevno, da pač odpravljamo težave pri uporabi teh orodij. Imamo 3 portale. Tukaj zgor imate navedeno v vsakem okvirčku. Prvi portal je elektronsko javno naročanje, drugi portal je e-naročanje.si in pa seveda zadnji portal je e-revizija, kjer smo pa v bistvu nudili pomoč Državni revizijski komisiji pri sami vzpostavitvi tega portala. Vsi portali so medsebojno povezani, ne še v taki meri, kot bi si sami želeli, ampak to je še zdaj v naslednji fazi, ko se bomo tudi tega malo bolj intenzivno lotili. Skratka, EN portal verjetno vsi poznate, tukaj gre za elektronsko oddajo ponudb, potem naročniki vnašajo podatke v samem javnem naročilu,
ponudniki vnašajo potem ponudbe, registrirajo se na podlagi digitalnega potrdila, tukaj so različni nivoji avtorizacije in pa seveda potem v ozadju tudi autentikacija uporabnikov, da v vsakem momentu vemo, kateri uporabnik je kakšno akcijo pač napravil v sistemu, če pride do pač ugotavljanja določenih dogodkov. Potem e-dražbe, prej ste že videli tudi direktorat za stvarno premoženje, ima dražbe, kjer dražijo oziroma ko prodajajo premoženje, mi pa ko kupujemo izdelke, pa hočemo čim ceneje priti do izdelkov, seveda v skladu s tistimi specifikacijami, ki so bile predhodno razpisane. Tukaj je pač obraten postopek. Isto se dražbo podaljšuje, če pride do spremembe cen v zadnjih 2 minutah, pač odvisno od same nastavitve aplikacije. Imamo tudi inverzna dražba, to pomeni, da v bistvu, če dražba traja 1 uro, je v tisti 1 uri mora ponudnik spremeniti cene in po 1 uri se pokažejo cene in se potem podaljša še za 1 uro. To je pač različna vrsta teh dražb obstaja, to je pač vse nastavljivo, ki uporabnik nastavkov vnaša te podatke. To je v bistvu en podaljšek te elektronske oddaje ponudbe. Mi v bistvu prej bil to samostojen model, zdaj pa v bistvu kar ukomponiran v postopek, ko ga pač naročnik vnaša. Potem sam e-katalog uporabljamo za zbiranje potreb po blagu, sploh pri teh centraliziranih nabavih, ne vem, za gorivo, za elektriko, za pisarniško galanterijo, pač po vsakih pisarnih oziroma po tajništvih, kjer tajnice kupujejo, gre prek e-kataloga, tukaj noter gre veliko teh naročil, ne bom zdaj o številki govoril, ker gre so ogromno. Potem e-dosje za preverjanje izključitvenih pogojev, tukaj smo vezani preko Pladna, tega državnega horizontalnega gradnika, kjer potekajo te izmenjave z ostalimi državnimi organi, od Finančne uprave Republike Slovenije do centralne kazenske evidence, ki je na Ministrstvu za pravosodje, črna lista, ki je pri nas na Ministrstvu za javno upravo, do poslovnega registra Slovenije, skratka teh izmenjav je okrog 40.000 na leto. Prej so te poizvedbe mogli uporabniki delati ročno, se pravi, da so mogli sestaviti dopis, ga prek glavne pisarne poslati ven, dobiti nazaj odgovor in to je trajalo teden ali pa več. Zdaj ga dobijo, Sašo je sicer rekel pred 22 sekund, je mičken malenkost dlje, ampak 3 minute za centralno kazensko evidenco, gre pa pač za obremenitev, ker morajo tudi tam še določene stvari ročno pogledati, pa tam v 40 minutah dobiš odgovor. Tako da en teden v primerjavi z 1 uro je res velik napredek, da dobiš vse te informacije nazaj. In pa seveda tudi ESPD, to je pa enotni obrazec v postopkih javnega naročila, kjer v bistvu ponudniki vnašajo te svoje podatke, kar se tiče finančnih dokazil, pač zakonitih zastopnikov, skratka vse te podatke vnašajo v te enotni obrazec, ki je po celotni Evropski uniji enoten. In tako da, če se prijavlja nek ponudnik iz Nemčije ali pa iz ene druge države, preko tega obrazca v bistvu se poteka komunikacija in je tudi preveden na različne jezike, tako da ga lahko uporabi tudi iz Nemčije, če vnaša te podatke noter. Potem sam portal javnih naročil, to verjetno poznate, prenovljen je bil letos januarja, mi pravimo e-forms interno, tukaj se potem podatke, ki jih vnese naročnik, pretočijo na portal, delamo na tem, da se jih bo več podatkov prepisali, zdaj se jih prepiše nekaj 10, kasneje bom pokazal, kaj je v planu, se vnašajo te obrazci in pa seveda potem podatki, potem gostujejo tudi odločitve, včasih so te odločitve na tak način potekale, da si ti napišeš odločitev prek glavne pisarne, potem preko pošte poslal v nabiralnik, ponudnik ali je podpisal potrdilo o prevzemu ali ni, potem je trajal in lahko je prišlo to tudi do zavlačevanja postopka. Zdaj v bistvu objavimo odločitev na portal, po določenih dneh, ko je pravnomočno, ponudnik je tisti, ki je sodeloval, je obveščen in je odločitev pravnomočna. Več se ne čaka teh rokov. Gor je tudi vnašajo pogodbe, tukaj je že prej tudi Saša rekel, pa vse anekse.
Novost je pa ta realizacija pogodb. To je pomen, da v bistvu te naročniki, ki so povezani z MFRAC-om, finančno-računovodskim sistemom, se te podatki prenašajo avtomatsko, kdo pa tega nima, mora pa pač vnašati ročno vsake 4 mesece. Potem imamo tudi evidenčna naročila, to je tudi neka osnova za poročilo, ki bo zdaj pač na vladi, ki bo potrjeno, ga bomo tudi javno objavili v javnih naročilih. Naročniki morajo vsako leto vnašati podatke za preteklo leto, koliko je bilo porabljenih sredstev za evidenčna naročila, se pravi ta nizke vrednosti. In pa portal e-revizija je pa povezan tudi s portalom javnih naročil. Če nek ponudnik vloži zahtevek za revizijo, se na tem postopku pač pokaže, ko se je naročila na koncu ali pa pač vmes, se pokaže, da je bila vložena zahtevek za pravno varstvo in pač vse te informacije, ki jih potem sledijo. Gre se seveda elektronski obliki, plačilo in potem tudi vsa dokumentacija poteka v elektronski izmenjava z naročnikom in pa Državno revizijsko komisijo. To je zdaj neka osnova, sem povedal. Zdaj, kako je bilo pa včasih? Jaz zelo rad povem, kako je bilo včasih, da si potem lažje predstavljamo, kako je pač zdaj v trenutnem svetu. Ponudbo, recimo, so prej pripravljali ponudnike, ko je naročnik objavil to javno naročilo, so je pripravljali v papirnati obliki, je bilo treba parafirati vsak list posebej, pač dostavili so mogoče, če šlo za veliko naročilo, fascikle, zvezane z vrvico, zapečatene. Seveda je mogli priti pravočasno do glavne pisarne ali pa do naročnika, če je zamudil, če mu je imel, ne vem, neko nesrečo na cesti, če je lift crknil, ko se je peljal do glavne pisarne in če je zamudil tisti rok, je bila ponudba, ni bila pač sprejeta. Ponudniki so mogli priti ali pa pač, če niso prišli, so dobili po pošti zapisnik o odpiranju, vse se je brali, to je pač časovno bilo zelo potratno in za naročnike in za ponudnike, pač stroški na obeh straneh. Potem vročanje odločitve, kot sem povedal, je bila pisna, vse je bilo treba preko pošte, potrebno je bilo pač potrdilo o oddaji podpisati in pač zelo potratno časovno. Komunikacija je potekala izključno preko pošte, preko priporočeno s povratnico. Zdaj, od leta 2018 naprej je pa, smo pa naredili 3 portale, kot sem že povedal, EN, PN in e-revizija. Ponudbe se oddajajo v elektronski obliki, to pomeni, da se ponudnik registrira, na podlagi predhodne registracije potem ima pravice za oddajanje ponudb. Ponudbo v parih korakih, v bistvu na eni spletni formi, vnese vse zahtevane podatke. Pač ta forma se s časoma tudi dopolnjuje. Od začetkov, ko je pač bilo veliko informacij v PDF obliki, zdaj se pa pač čim več pretakamo tudi v metapodatke, ker vemo, da metapodatki so potem tudi neka osnova za nadaljnjo ali strojno učenje, nadaljnjo obdelavo teh podatkov, ki jih pa seveda potrebujemo za analitiko podatkov. Nadlagamo se tudi lahko dokumente iz profila organizacije, ponudniki, ki ves čas sodelujejo v podobnih postopkih javnih naročil, lahko ista dokazila uporabljajo v različnih postopkih, pri različnih naročnikih in v bistvu iz svojega profila lahko uploadajo te dokumentacije, tako da tu v bistvu ima hranjeno strežnikov in mu ni treba ves čas pripravljati novih obrazcev. Potem je samodejno odpiranje ponudb. Mi imamo, sem danes gledal, 40 ponudb javnih odpiranj na dan. To pomeni, da 40 je postopkov, v teh jih pa lahko sodeluje eden ali pa več ponudnikov. To pomeni, da je takoj ob tisti datum, ko rok poteče za odpiranje, se ponudba avtomatsko odprejo in tudi rezultati oziroma cene se takoj razkrijejo. Se pravi, da ni nekega gepa vmes, tako ko je bilo čas, ko si ti dobil zapisnik, ampak zdaj bi si zapisnik takoj lahko sprintaš in vidiš, a si bil uspešen ali si bil v bistvu čez ocenjeno ali kakršnakoli to vrednost. Odločitve se objavljajo tudi na portalu javnih naročil. Ko je pač vse v redu s ponudnikom, ali izbrani ali tisti, ki smo jih izključili, se ta odločitev objavi in jo potem ponudniki takoj dobijo in vidijo, ali so bili izbrani za določen postopek ali ne. Pa seveda pravno varstvo se izvaja preko spletne aplikacije
tako da potekajo že te informacije v elektronski obliki. Poleg tega smo trenutno naredili tudi, sodelujemo tudi z Ministrstvom za digitalno preobrazbo, lotili smo se Microsoft BI, se pravi spletna analitika, to je skrinja, kjer v bistvu te podatke od javnih naročil pretakamo v Microsoft strežnik oziroma ta gostovi itak pri nas, ker te podatki, kar se teh naših javnih naročil tiče, jih ne dajemo ven v druga omrežja, ampak jih shranimo pri nas. Tako da v bistvu te podatke obdelujemo, da vidimo, lahko si potem tudi ogledamo, v kateri občini, kateri ponudnik je bil največkrat zbran, tako zelo inovativni prikazi, potem, ko klikaš po sami grafih, potem se ti menjajo informacije. Letos zdajle smo pred kratkim tudi skupno dokumentacijo, če ne vem, kjer uporablja pri skupnih naročilih, v bistvu smo imeli star portal, smo jih tudi zdaj uvedli v ta nov na ENGOVC, ko se uporabnik prijav, vidi tudi to skupno dokumentacijo od posamičnih sporazumov do krovnih pogodb in pač seveda tehnične dokumentacije, ki je ponudnik priložil in je pač bil zbran, da lahko podpiše potem naročnik to pogodbo. Izzivi. Tukaj imamo kar dosti izzivov, vsakodnevnih. Aplikacija laufa 24 ur na 7, to pomeni, da laufa 24 ur, 7 dni v tednu. Se pravi, tudi vse nadgradnje, ki jih izvajamo izven delovnega časa, prej so napovedane. Sistem mora biti zelo stabilen. Mi imamo 2 strežnika, ki strežeta promet, se pravi, to, kar vi vidite na zunanjo stran. Potem imamo 2 strežnika, ki delata, ki v bistvu v ozadju izvajata storitve. In pa seveda še strežnik baza, je pa tudi backup, tako da je v bistvu 6 strežnikov, da je vse backupiran, pa še na rezervni lokaciji, tako da če pride do kakšnega koli naravnega pojava, tako da tukaj dajemo zelo veliko poudarek. Varnost, tudi sem že rekel, vse ponudbe so kriptirane do roka za odpiranje, tudi mi kot skrbniki sistemov nimamo dostopa, cene so zakriptirane s hash kodo, vse se snema, kar se dogaja na strežniku z nekem pač programu od Oracla, tako da tukaj ni šale. Ampak se še vedno dogaja, da ponudniki v zadnjih minutah oddajajo ponudbe in potem, ker gre pač za mogoče obsežno dokumentacijo, zamudijo rok. Ravno včeraj je 1 minuto pred rokom pač ni prišel časovno čez, ker pač se je lotil zadnjo minuto. Komunikacijske povezave. Vemo, da smo v državnem omrežju HAKOM, tukaj imamo tudi kar izzive. Recimo, po noči se nadgrajujejo strežniki, ki strežejo varnostni promet, strežnik se nadgradi, se da nek fiks na ta strežnik, ki pa v bistvu potem negativno vpliva na promet med strežniki, ki so v ozadju. Tukaj imamo tudi kar izzive, ampak smo v sodelovanju z MDP, tako da razrešujemo sproti te težave. Najnovejša tehnologija. Ravno zdaj se lotevamo tehnološko prenovo komplet ENS sistema, to je kar velik zalogaj, sicer za uporabnike ni neki novih gadgetov za pokazati po domače, ampak je, če ne gre s tehnologija naprej, ostaneš v zadnji, kakor ostaneš par verzij v zadnji, je stroškovno zelo obremenjujoče na dolgi rok slediti potem, da ti preskakuješ par verzij pač na novejše verzije. Kompleksnost sistema, enostavnost uporabe. Tukaj jaz skozi govorim, da v bistvu mora biti vedno prisotna ZKP, zdrava kmečka pamet, da uporabnik ve, kaj dela, da ne da komplicirati sistema, ki je že sam dost težk, sploh za tako uporabnik, kot sta rekla predhodnika, tisto dela evidenčna naročila, sploh po kakih šolih, vrtcih, ki delajo ta javna naročila enkrat na let za nakup prehrane za naslednje šolsko leto. To so res, ker niso pač uporabniki usposobljeni in imajo kar velike težave. Uvajanje umetne inteligence. To je zelo zdajle pereča tema, tudi interno na našem direktoratu. Jaz sem bolj mnenja, da v bistvu bomo šli v smeri strojnega učenja. Uporabniki, tisti, ne vem, ki uporabljajo javna naročila, pa večkrat isto uporabljajo, ne vem, za blago, storitve, gradnje,
da naredimo neke sklope, vzadnji imamo itak meta podatke in naredimo nek nabor, katera javna naročila so bila uspešno izvedena in v bistvu neke predhodne template izberejo in v bistvu jih že sam postopek potem vodi od začetka do konca. Seveda je vse pač super, ampak to pa kar finančno in časovno zahteva, ampak tudi izvajalci morajo biti temu primerno usposobljeni. Ne smemo si zatiskati oči. Včasih bi mi rad kot naročniki veliko stvari naredili, pa potem izvajalci malo zapremzajo, po domače povedano. In pa seveda usposabljanje uporabnikov, tukaj imamo pa tudi EKC, imamo profesionalizacijo zdaj. EKC je tudi v bistvu za support, mi imamo 3-nivojski support. Prvi EKC je enotni kontaktni center državne uprave, drug nivo smo mi znotraj direktorata, ko nastane težava, in pa tretji nivo potem damo mi naprej, če mora izvajalec pač popraviti na sami aplikaciji oziroma v bazi. To so te zadeve. Bo šlo. Čakajte samo, nekaj se... Postopek 2.30. Želje. Ena vstopna točka, se pravi, vsi portali so združeni v en portal. Tukaj je kar velik izziv, ker vemo, da vsak portal ima svoje načine autentikacije, avtorizacije, različne uporabniške profile, za določene naročnike delajo različni uporabniki, ni nujno, da so zaposleni pri njih, vseeno je treba ohraniti nek nivo avtorizacije, kdo kaj, zakaj lahko dela. Potem seveda enkratna prijava v sistem, tukaj je sreč državni gradnik, SIPAS, včasih si malo belimo glave, sploh pri tujcih, ki imajo težave z vstopom v naš sistem, ker nimajo vsi tujci digitalnih potrdil, mi jih zahtevamo, tako da tukaj so prednosti še za izboljšave. Dokumentacija, kot je Urška rekla, v obliki spletnih obrazcev. Mi že delamo na tem, da v bistvu delamo, ko ti zgeneriraš postopek z vnosom podatkov v javnem naročilu, da ti na koncu pade razpisna dokumentacija ven, sicer je to še na testu. Problem je tudi, ker se nenehno spremenijo neke točke, ki so definirane v navodilih in je potem treba to bolj agilno narediti, da bo bolj fleksibilno tudi ta sam obrazec. Standardizirani obrazci, to v bistvu je to. In pa seveda samo enkrat. One and once principle, to poslušamo na dnevni bazi, podatek, ki je že v sistemu, zakaj bi ga uporabnik mogel še enkrat opisovati, če ga lahko sam potegne iz baze in se mu pokaže na maski. Tako da ta del se da zelo poenostaviti. Tako da to je to z moje strani. Jaz sem bil bolj kratek, ampak neka osnova sem vam povedal, kam gremo. Tako da hvala lepa. Hvala, Uroš. Saj se lahko sedeš, saj imamo tle mikrofone. Ne boš ušel brez vprašanja. Saj si veliko povedal, tudi nekako nakazal tvojo vizijo oziroma vizijo direktorata, kaj bo prihodnje, ampak ti si res bil z javnim naročanjem, ko ga še ni bilo, kot sem rekla na začetku. S kolegi, ki so tudi tule nekateri, ste imeli že ogromno idej pa glasbenih želja, verjetno se s tem srečujete na dnevni bazi, ampak sem prepričana, da to v tvoji glavi, ko greš na motor, je pa še vedno nekaj idej, kaj bi se dali izboljšati s temi orodji v elektronskem javnem naročanju. Ja, hvala. Jaz mislim, da je predvsem analitika podatkov, to, ko sem prej omenil, tukaj imamo še dosti izboljšav, sploh v EN trenutno še nimamo neke statistike, take res inovativne. Potem, kar naš direktor vedno poudarja, da bi bila hitrejša obdelava teh, da priješ ti od vnosa samega javnega naročila do odločitve in kasneje do podpisa pogodbe v parih dneh, to je sicer zdaj znanstvena fantastika, kar govorim, ampak mogoče oziroma bo sigurno, če ne jutri pa do 2.30 sigurno.
Tako da tukaj so te možnosti, je pa res treba vedeti, da tukaj vmes je še velika veriga drugih deležnikov, drugih organov, s katerimi je treba vzpostaviti stike, mislim, te stike sicer že imamo, ampak mora biti volja na obeh straneh. Morajo biti tudi strežniki dosti zmogljivi, da te informacije obdelajo in jih kasneje tudi vrnejo. In to vse terja svoj čas, tako da tukaj imamo še dosti oziroma manevrskega prostora, ki se bi ga dal sigurno izboljšati, je pa ključno to medresorsko sodelovanje, ko ga jaz vidim, da tudi v bistvu vsi govorimo o ChatGPT, umetna inteligenca, ja, ampak v zadnji pa še zmeraj človek, ki bo mogel ali narediti neko akcijo, potrditi ta osebni stik, takole recimo na konferenci, to je nujno, ker brez tega jaz mislim, da ne bomo uspeli z uvajanjem umetne inteligence. A se strinjamo? Hvala. Tudi jaz se strinjam še posebej s tem, da ne smemo imeti vsak svojega vrtička, ampak moramo imeti skupaj eno veliko nivo, ki jo bomo obdelovali na tem področju. Ostalo nam je nekje 3-4 minutke časa približen, pa je mogoče čas, da slišimo še kako vaše mnenje. Recimo, da imamo časa za eno ali pa dve vprašanji ali pa komentar, pa da ne bom zdaj jaz zbirala oziroma med večjimi, ker zdaj boste vsi dvignali roke, vem, da ne bo treba meni zbirati, gremo po nekem sistemu milijonarja in hitrih prstov. Tisti, ki prvi dvigne roko, dobi mikrofon. Hitro, gremo. Kdo si upa? Ženske smo bolj pogumne kot moški, dajmo, gospa, saj sem vedela. Imamo že tamle, super. Hvala za besedo. En izziv mogoče za prihodnost, ker ga vidim pri naših skrbnikih, recimo 36 sklopov, 2 pogodbi, zgubijo se, kje so v realizaciji posameznega sklopa. Če bi se dal mogoče ta povezava plačil, realizacija plačil, pogodbenih vrednosti ohraniti na sklopih, da se tudi v računovodstvu potem samo pokljuka, kater sklop je bil konkretno v tem mesecu plačan in ostane evidenca naprej, ki smo jo mi vnesli v portal javnih naročil, tudi izvožena v nek interni sistem, ki se naprej v UIP upari ne na nivoju same pogodbe, ampak tudi na nivoju samih sklopov pogodbe. Hvala. Hvala lepa. A bomo kaj pokomentirali ali bomo samo vzeli na znanje? Ja, hvala za vprašanje. Bom jaz predal te informacije vaše kolegu. Tisto, ko ga ni tukaj, mu lažje daš delo, tako da bo stopil v stik, pa mu boste konkretno povedali to nalogo. Zdaj pa vsem vabim še enega gospoda, da bomo izenačili gender equality, ali kako temu reče, enakost moških in žensk. No, saj ste pogumni moški tudi. A sem vas preveč užalila prej? Ne? Prav? Potem bom pa jaz povabila našega gospoda, da pravzaprav smo prišli do konca naše sekcije, no, ampak nismo še pa zaključili z današnjo konferenco. Z naše strani najprej, preden predam besedo, res še enkrat iskrena hvala za vašo udeležbo. Upam, da se večkrat srečamo ob takih priložnostih ali drugačnih, da si bomo čim večkrat mnenja lahko izmenjali. Povzetke današnje konference, vse izzive, ki so bili nakazani, vaše odzive, pravzaprav bo pa v zaključku povzel gospod Toni, ki ga vabim, da prevzame oder, besedo, pa tudi mikrofon. Takole najlepša hvala še enkrat za tole zadnjo razpravo. Jaz mislim, da najprej hvala Urošu za vse digitalne rešitve za sistem javnega naročanja. Hvala Sašo za natančno in grafično uverturo in pa hvala Urška. Mislim, da je ogromno talentov na Ministrstvu za javno upravo in me je že mečken strah, da bo naslednjo konferenco moderirala skupaj. Odlično ste se znašli v tej vlogi. Tako da lepo prosim še enkrat velik aplavz predstavnikom Direktorata za javno naročanje. Najlepša hvala.